Dobrodošli na novi epizodi podcasta na Easy. Danes smo tukaj z entertainerjem, podjetnikom in lahko bi rekli tudi internet personalityjem. Lahko bi našteval še dlje, ampak jaz mislim, da je boljše, če se predstavi kar sam. Tomi Gomilšek, pozdravljen. Pozdravljen. Zdaj tako, da začnemo na Easy. Na kakšen način bi ti opisal sam sebe in to, s čim se ukvarjaš? Najprej se bi rad zahvalil za povabilo, hvala sem lahko danes tukaj vaš gost. Za tiste, ki me ne poznajo, sem Tomi Gomilšek, prihajam iz Ptuja. Sem v Kristusovi leti, kar pomeni, da sem 33 let. Začel sem v bistvu kot nekdo, ki se je prijavil na Slovenijo ima talent. Začel z žongliranjem, se poskušal uveljaviti v tem show biznisu. Sčasoma pa so se odpirale v bistvu nove ideje, nova področja in nove priložnosti, tako da milijon in ena stvar, ene uspešne, manj uspešne, tako da sebe pa bi v bistvu bolj opisal kot nekoga, ki je dobrodelen za otroke, kruh pa si služim kot podjetnik. No, ta si človek mnogih talentov, ne, bi lahko rekli v bistvu. Ti je tvoja raznolikost dejavnosti v življenju všeč ali te to bolj mori, je kakšna stvar, ki ti je mogoče preveč? Bom rekel, da se izogibam stvari, ki me ne osrečujejo, tako da bom rekel, da če mi je všeč, probam se uveljaviti tam, da delam to, v čem sem srečen, da je tisto notranje zadovoljstvo, tako da lahko rečem, da počnem samo tisto, za kar se sam odločim in da uživam v tem. No, to je super slišati. Veliko mladih danes govori o podjetništvu. Kaj pa je resnica, ki jo večina ugotovi šele kasneje? Jaz bom tako rekel, ne vem, če sem ravno jaz pravi naslov, ki lahko govorim o nekih nasvetih, ker če bi to tako bilo, kako bi to uspešen podjetnik, bi to govoril sam Elon Musk in drugi, ki pa to ne govorijo. Tako da najbolje se učiti na svojih lastnih napakah, ko se opečeš. Bom povedal, da na zunaj je vse juj in svetlo, tista prava pot pa je malce težja. Sploh v teh današnjih časih, problem je, da je vsega preveč, vsi bi radi nekdo. Internet je zavzel, imamo tisoče načinov, imamo tisoče nasvetov. Eni izberejo prave, drugi pač grejo po trnovi poti. Ni vsem, bom rekel, poslano tako, kot bi moralo biti, da bi lahko samo prestopili v neko fazo, kjer lahko reče, pa mi je bila odskočna deska, marsikdo se potopi ali potone. Pomembno pa je, da vztrajajo. Tako je že nekdo rekel, v življenju je potrebno probati samo še enkrat. Ki pa si ti najbolj opeko? Jaz bom rekel, najbolj sem se opeko takrat, ko nisem poslušal svojih staršev, ko so mi želeli dobro, jaz sem imel pa tisti svoj prav. So bili ljudje, ki so šli čez te napake, so mi svetovali, ampak jaz sem imel spet svoj prav in se spet opeko. Tako jaz se opeko na svojih napakah, ki so me potem tudi izučile. To, ker si poslušal ostale? Zato, ker sem šel včasih za svojo glavo, tam ne bi smel iti. Okay. Drugi so mi želeli dobro. Aha. Ampak moja trda glava je rekla ne, z glavo skozi zid v upanju, da se bo spremenilo vrat. Ne, ampak si se naučil iz svojih napak. Definitivno, mislim, da se vsak tako najbolje nauči. Res je. Podjetje si podedoval, ne? Kakšen pa je bil občutek, ko dobiš nekaj, kar je nekdo gradil celo življenje? Tako bom rekel, z podjetjem je začel dedek. Dedek je začel pred 55 leti. Podedovala ga je moja mama. Ampak mama je med tem časom dvakrat zbolela za hudo boleznijo in potem smo nadaljevala midva z očetom. Znotraj tega podjetja imam jaz svoje podjetje, ampak lahko rečem, da bi so to vse pod isto streho. Zato jaz vedno rečem, težko govorim, kako začeti iz nič. Težko dajem nasvete, kako začeti na nuli brez vsega. Ker bom rekel, meni je nekaj bilo dano in od mene se pričakuje samo, da to nadgrajujem in da vodim naprej. Tako da vedno rečem, nisem pravi naslov za to, kako začeti iz nič. Nekaj, kar ti je dano, bom rekel, težko. Vedno živiš v senci nekoga drugega. In pomahati ven iz te sence, tukaj sem, je to zelo težko, ker vedno rečem, sej, nisi nič naredil, tebi je bilo vse dano, poslano in rojen si bil z zlato žlico v ustih. Čeprav ni vedno bilo tako. In to je tisti najtežji del, dokazati sebi, da zmoreš in dokazati drugim, da imajo narobe.
bi rekel, da si ti tisti, ki je v senci, je v tem področju. Dolgo let sem živel v senci, bil sem tarča enih kritik, ampak človek dobi sčasoma trdo kožo in se tudi na to navadi in gre skozi to. In kaj je bila tista stvar, ki si ti naredil, a si v bistvu nekako prišel ven iz te sence? Da se nisem držal samo podjetništva, ampak sem šel še na druge stvari, torej, kot sem omenil, na žongliranje, na dobrodelnost, usmeril sem se bolj v otroške nastope in delal tisto, kar mene veseli. Nisem se držal samo striktno podjetništva in imel fokus na denarju oziroma zaslužku, ampak da sem počel zraven še tisto, kar me osrečuje. Hvala. Katera je bila tista odločitev, ki je najbolj pozitivno vplivala na rast tvojega podjetja? Moja odločitev to, da sem se želel osamosvojiti, da sem šel na svojo pot, ampak tu je ravno tisto, o čem sva prej govorila, da sem se opekel. Jaz sem probal še 1000 drugih stvari. Jaz zraven tega, recimo, da nastopam za otroke, da nastopam kot klovn, da zabavam ljudi, delam stand-upe, zraven še imam napihljiva igrala in to so taki eni manjši biznisi. Moj core biznis oziroma podjetje, s katerim si služim kruh, še vedno Kovino-strogarstvo oziroma CNC stroje, ampak še vedno delam te manjše biznise in s katere sem v bistvu šel sam. In tu sem se najbolj naučil na svojih napakah, ker tisto bil posel, ker je bil že vpeljan, tu sem pa jaz res tisto začel iz nič, bom rekel. In tu spoznaš ljudi, spoznaš napake, spoznaš tudi svoje napake, napake drugih. In ko rečeš, da se boš osamosvojil, to je tisto, kar te potem postavi na noge, oziroma če se želiš sam postaviti na noge. To je tista odskočna deska, ko sem rekel, zdaj pa grem sam na svojo pot. Kaj ga tega, ko si ti v bistvu nekako pustil, nekako te je ful osrečevalo, pa si jo pustil zaradi podjetništva? Včasih, ko je vse skupaj to vodil dedek, se je imel definitivno več časa. Zato, ker je dedek prevzel vse. Torej, posel, nepremičnine, to je bilo na dedku. Dedek se s tem ukvarjal in on je bil tista glava družine. Jaz sem imel več časa za druge stvari. Zdaj, ko dedka več ni, ko je mama zbolela, ko smo v bistvu z očetom tukaj, pa ni toliko stvari, da rečem, zdaj pa imam cele dneve čas, da bom samo delal za svojo dušo, da bom zdaj samo zabaval otroke. In to zdaj včasih kdo ne razume, ko me nekdo pokliče, reče, to mi lahko zdaj, moja ta mala marost, ne morem, ne ker nočem, ampak dajte mi razumeti, da ne morem. In to je tisto, kar pride, ta razlika, kar sem včasih lahko počel, zdaj pa malo težje. Če bi zdaj na računu ti imel 10 000 evrov prihranka, zdaj pusti to, kaj imaš že zdaj jaz tebi dam 10 000 evrov na račun, kaj bi z denarjem naredil in kako bi ga skelal? Torej, kaj bi s tem ustvaril? Tako. Zdaj ogromno mladih, to govorim za tiste, ki so imeli in so poskušali narediti, mi je uspelo. Kateri so bili pravočas v, ne vem, če se lahko tako izrazim, v teh kriptovalutah, oziroma ki so tradali in to, ki so vložili denar, to je prihodnost sveta. Jaz recimo se s tem ne ukvarjam, ker se na to ne spoznam. Ampak, če bi zdaj bil mulc 16 let, 17, 18 let, prišel iz srednje šole, imam 10 000 evrov. Jaz vem, da v tistih mojih časih bi prvo šli na morje, imeli se bi fajn, naročili si bi ogromno za pit, za jesti in uživali. Ampak, če bi hoteli z 10 000 narediti več, bi bilo potrebno nekam vložiti. Zdaj težko jaz rečem gledalcem ali pa tebi, kaj je prav in kam vložiti ta denar, ker nisem v tem, ampak vem, da dosti, ki jih je vložilo denar, so iz 10 000 naredili več, 20, 30 ali celo 100 000 evrov. Tako da bi se bolj pozanimal v te nove platforme in denar vlagal definitivno v tehnologijo. Ker tudi z manj so naredili ogromno, torej dosti manj kot 10 000. Najslabša stvar, ki pa naredijo, je pa to, da si ali grejo po, ne vem, novi motor ali pa novi avto ali pa denar zapravijo za totalne baterije. In zato dosti mnogih, mislim mladih, ko dobi denar, 10 000, 20 000 ima na računu, zapade ali v alkohol ali droge. To je najslabše, kar naredite. To je moj najboljši nasvet, ki vam lahko dam, da tega definitivno ne naredite. Rekel si, da bi šel v neko tehnološko smer. Definitivno. In kaj je
Kaj je v tej tehnološki smeri, v sklopu te tehnologije, kaj specifično? Ogromno, koliko sem jaz zasledil, ogromno mladih gre v smer vlaganja. Kot sem rekel, jaz se na to ne spoznam. Delnice? Tudi delnice. Enkrat je rekel en milijarder, ko so ga vprašali, zakaj nihče ne dela to, kar delaš ti, če pa to 100% garantiran uspeh. In on jim je odgovoril, zato ker nihče ne želi obogateti počasi. Vsi bi radi z 10.000 naredili milijon jutri in zato ne gre. Torej počasi. Jaz vem, da z 10.000 evri ne morejo vložiti v nepremičnino in iz ene narediti dve, ampak lahko pa iz 10.000 naredijo 20.000, 30.000 ali pa se enostavno z 10.000 odprejo svoj posel, ne vem, frizerski salon. Se držijo tega, proba zaslužiti več, ampak to so tisti ljudje, ki so vztrajni in ki šparajo. Dobijo drugega zaposlenega, iz 2 zaposlenih kupijo še en stol, da lahko imajo več strank, imajo že 3 zaposlene in tako širijo počasi svoj posel. Mladi pa želijo z 10.000 narediti milijon jutri, to pa ne gre. Torej jaz bi jim predlagal, če vas nekaj veseli, ne vem, peka palačink, za 10.000 evrov nabaviš stroje, vzameš prostor, si ga vzameš v najem in počasi začneš graditi ta svoj posel. To je moj nasvet, ki je sigurno nekako preverjen, old school. Ja. Ampak ti si pa rekel, da bi preinvestiral, kot pa začel posel. Če bi bil v današnjem času, v tistem mojem času, bi točno to, kar sem zdaj povedal. Ampak jaz se ne spoznam, da bi lahko vam govoril, v kaj investirati, kako investirati, v te kriptovalute in podobno. Zato se to na široko izogibam. Poznaš ogromno zanimivih ljudi? Katera oseba te je najbolj presenetila v živo? Iz prve Borut Pahor. Ja? Borut Pahor, na njega sem se poslovno obrnil, tudi bil pri njemu v pisarni in jaz sem si človeka predstavljal tako, kot sem ga videl na televiziji. Torej, imel tudi mnenje o njem tako, kot sem bil navajen iz televizije in jaz sem njega videl predtem samo 3-krat mogoče v življenju, torej na dogodkih in to je bilo to. Zdaj pa tu bilo več kot samo dober dan in me človek v bistvu fasciniral svojim znanjem. Ogromno enega znanja, ki ga ima on in da rečem zdaj iz prve, kdo je bil to, bi rekel Borut Pahor. Zdaj to ker influencer, ne? Ja, zdaj on čisto v drugih vodah, tudi poslovnih vodah, influencerskih vodah, ima tudi svojo ekipo, ki skrbi za to. Ima en tak neki njegov personality poseben, da to povedi. Je karizma, bom rekel, ima tisti šarm. Ja, še kdo? Koče? Zdaj recimo, ker jaz ga spremljam že od začetka. Ja. Torej jaz ga poznam od začetka do danes. Recimo Pici. Kaj je bil predtem, ko je začel, kako je nadgrajeval vse skupaj in do zdaj, totalno druga oseba. Se je spremenil. Miren, umirjen in premišljen. Preden kaj naredim, ker jaz ga poznam takrat, da je najprej naredil, potem pa razmišljal. Zdaj pa je to človek in oseba, ki najprej razmisli 2-krat in šele na to naredi. Res, da večino naredi škodo, če udari po tebi, ampak ima nek papir in daje dejstva, ki ti jih potem tudi pokaže. Tako da on recimo od tistega začetka, kaj je bil, pa do danes definitivno. Katera izkušnja v življenju ti je najbolj odprla oči? Poslovno ali na privatnem nivoju. Kakorkoli se boš interpretiral. Okay. Odprla oči mi je definitivno kot otrok, sem jaz vozil go-kart. Z očetom. In to je nekaj, kar sem resnično rad počel. Torej, to je bil moj hobi, zato sem živel, ob vikendi smo hodila na dirke. In prišel je dan, ko oče prišel do mene in rekel: Tomi, ne bova več mogla dirkati, ne bova več mogla go-kart dovoziti, ti več ne boš dirkač. Ampak takrat sem jaz bil otrok in nisem tega razumel. Šlo se zaradi tega, ker ni bilo sponzorjev, ni bilo denarja, dirkali smo na enem višjem nivoju, ker ga potem ima pa oče več mi nista mogla privoščiti. In pol je meni tudi odprlo oči, da pa vseeno, če hočeš nekaj
imeti ali pa osrečiti ali pa se zadovoljiti, je denar na nek način pomemben. In mi ga takrat nismo imeli, ampak meni kot otroku ravno niso rekli, Tomi, ne moremo več, ni denarja in zato bomo prenehali. Bilo je 1000 in en izgovor, zakaj pač ne moremo dirkati. Jaz tega nisem razumel. To je bilo tisto obdobje, ko sem jaz začel dirkati, jaz sem že začel dirkati v vrtcu, sem začel z električnimi. Potem sem začel z pereskobičnim in vse do celo osnovno šolo sem jaz dirkal. In jaz sem bil rojen z benzinom, ker je pač oče bil tekmovalec. Ne je bilo to v zibelko dan ali kak bi rekel. In potem naenkrat smo mi dva nehala hoditi na dirke, nehala se treningi, doma se ni več šraufalo, kar naenkrat. Ampak vzrok je bil potem denar, jaz tega prej nisem vedel. In tu se meni sanje podrle, tu se moj svet podrl. Jaz si še danes želim dirkati, ampak včasih smo imela čas, pa ne denarja, danes pa kontra. In takrat sem spoznal, da pa vseeno, če želim nekaj imeti, bom moral narediti sam. Ne morem se celo življenje obešati samo na mamo in očeta in na dedka in na babico. In to je bil, bom rekel, tisti prelomni trenutek, s časoma, ne takoj, ker to jaz morate vedeti, sem bil še v osnovni šoli. Časoma, ko sem si rekel, Tomi, če boš želel, imaš samo sebe. Ampak vedno se spominjam tega trenutka, ko so mi odrezali in vzeli dirkanje z gokardom. Tomi, zdaj bi mi radi tebi nekaj pokazali. Dobro. Ta video si verjetno že milijonkrat videl, lahko si klikneš play. Zdravo, no povejte hitro, nimam celi dan, kupite si nitro. Moža sem prevarala, vem, da ni v redu, malo me je strah, bojim se, da bo zvedel. Dalje! No, to je en kratki klip te tvoje parodije vedeževalca Blaža, enako. Naj vas zanima, kaj je bila ideja za tem? Sam Blaž. Mi dva z Blažom sva prijatelja, vedeževalcem Blažom sva prijatelja. In težko povem in razložim nekomu, da Blaž v privat življenju ni to, kar ga vi vidite na televiziji. In jaz sem ga vedno oponašal, ko sva tako sedela, kak je on na televiziji. In to je bilo vsem smešno in zabavno. In sem rekel, jaz bom nekega dneva naredil na to parodijo. Ampak oni mene niso resno jemali. Jaz pokličem Vauxa, sem rekel, Vaux, jaz sem eno parodijo, pravi na koga zdaj? Sem rekel, na vedeževalca Blaža. Torej zabavaš. Sem rekel, ne, naredila bomo na vedeževalca Blaža. Tudi Blažu sem to povedal, tudi Blažu je parodija všeč, tudi notma stopa. Damjan Murko in Blaž oba nastopata noter, na koncu se pojavita. In sem poskušal nekako to približati, kaj ga jaz vidim, ne, ampak njemu dopovedal, da ga v bistvu vidi tako cela Slovenija, ki ga gleda na televiziji. Tako se tudi rodila ideja, sedeli smo za mizo, jaz sem začel ponašati, to je bilo zabavno in smešno, sem rekel, pa jaz bom nekega dneva na to naredil parodijo. Kaj pa je drugače, Blaž izven interneta? Zelo korekten človek, jaz o njem lahko rečem samo dobro, samo pohvale, tudi jaz, kadar sem ga kaj potreboval v privat življenju, je vedno bil dosegljiv, zmeraj se je oglasil, dal nasvete in se potrudil po svojih najboljših močeh, da bi lahko mi pomagal. To pa si se z Vauxom povezal? Vauxa pa poznam že od nekdaj, preko interneta, že iz srednje šole. In z Vauxom sva zmeraj sodelovala zato, ker sem jaz prve komade rabil nekoga, ki bi mi snemal studijsko. Vaux je pa imel ta prvi studio in mi je to omogočil. In tako smo tudi postala kasneje prijatelja. In se še do danes družita? Še vedno. Jaz mislim, da je tu zdaj naša prelomnica za sem ali nisem. Tako da izvedi, da se tega nikoli v življenju nisem igral. Res? Nikoli. Nisi prijatelj? Nikoli. Sem, nisem. Večkrat vidim zdaj, da je to trend tudi na internetu, na TikToku vidim. In to bo prvič za mene danes. No, se simple. Pokažeš sem, pokažeš nisem, poveš. Sem ali nisem kdaj sprejel odločitev za več kot 1000 evrov v manj kot minute? Nihče me ni ponudil.
Nišče mi ni ponudil. Jaz pa njem ti začel. Se sodoval nisem. Edino, ne nas je tak pred obraz dal, je, veš, da si tebe videlo pol na kameri, tak dolje me. Sem ali nisem kdaj dobil najboljše ideje pod tušem? Sem, ampak za petje, ni pa bila to, ni pa bila to ideja, ki bi pol rodila neke dobre sadove. Kaj pa ta ideja? Za kako pesem. Pa nisi pol nič Nič iz tega ni bilo, ampak meni se to zdela meni osebno dobra ideja. pa si komu predstavljal to idejo, nisi splušal, te nikomu. Sem ali nisem kdaj rekel, to je nora ideja in je kasneje postala uspešna. Sem. Povej. Ravno tako so nastali ti za napihljiva igrala. Zmislil sem si več stvari zraven kot klon, da bom pekel palačinke, da bom imel kokice, in napihljiva igrala sem rekel, da bom jaz kot dobrodelni klon zraven dajal kot storitev, torej kot biznis. In bili smo na morju in na internetu jaz vidim človeka, ki je prodajal vse skupaj s podjetjem vred. Ta napihljiva igrala. In jaz ga iz morja kličem, a nisem mogel človeku povedati, da me trenutno ni, pravi, povpraševanje je ogromno. Sem rekel, res pridem, kako zdaj človek naj verjame, da se jaz resen, pravi, tu že imam iz druge strani me kličejo ljudi, ki bi že jutri prišli in nisem mogel z morja in sem ga lepo prosil, če mi zadrži ta napihljiva igrala, da bom prišel jaz po ta napihljiva igrala, ampak ideja je bila pa pravim na morju, s prijatelji smo bili, sem rekel, to bi lahko bilo in na internetu vidim in to je bila nora ideja in več sreče kot pameti, sem tem rekel, no. Ampak kaj bi vse sam delal, te kokice, palačinke. Delam, kot klos. Ampak vse sam. Tako. Jaz nimam nikogar. Imel sem eno punco, ki je v bistvu delala poslikave na obraz, ker tega ne znam. In to je bilo edino, ko mi je nekdo pomagal. Je pa res, da drugi, ki imajo te storitve, tudi ki so moji prijatelji, pa ko sami ne zmorejo, v bistvu pokličejo mene. Kako dolgo pa delaš zdaj že to? Od leta 2005, ko je bila na Ptuju Življenjska konvencija. Takrat, kdaj pa si kupil igrala? Pa si spet? Ne, to pa zdaj, to je pa bilo v bistvu v času korone, ravno se korona zaključevala. Tako da to ni dolgo. Ta še timing je bil tako v bistvu. Perfektno je bilo. In kako pogosto delaš zdaj ti to? Vsak vikend, takoj ko se začne lepo vreme, me ljudje kličejo, jaz veseljem tudi sam me zatrpenjem. Eni hočejo imeti samo igrala, drugi hočejo imeti še klovna zraven. Prilagodim se, če imam čas, jaz se prilagodim vsem ljudem. Dosti otrok, ko se bi klon. To so pa tisti ta najmlajši, recimo, ko nastopam po šolah, tisti najmlajši, ko sploh ne vejo, kaj to je zdaj, ne. Oni se začnejo jokati, kričati in včasih se tudi kjer večji bojijo, pa si misli, kakšne filme vi temu otroku dajte zagledati, da se boji. Se meni tu ni bilo, jaz bil mali, sem ti se vračal to. Tako rečejo, klon je zabaven, vse dokler ne pade noč. Ja, super, 2016 je killer kloni, ko so okolje, je to perfektno. Tam spal po noči. Sem ali nisem kdaj moral odpustiti nekoga, ki mi je bil všeč kot človek? Ja, sem. Moja zaročanka mi je rekla, da mora eno punco. Jaz se želim best. Mislim, odpustiti kje? Na delovnem mestu ali v življenju ali na ljubezenski ravni. Če nisi na delovnem mestu, lahko tudi poveš v življenju. Mislim, če se To je moje mišljeno kot delovno mesto. To ne, na delovnem mestu, življenju? rečem, sigurno ne, sem pa večkrat, no. Ti je recimo neka oseba všeč, oziroma ne da govorimo samo o ženskem spolu, pač ko da ti je kot oseba všeč, ti je ok, pol pa se izkaže, da mogoče temu ni tako in normalno se vajne kot ti razdidejo v življenju. Tako da lahko rečem, sem na delovnem mestu, nisem. Sem ali nisem kdaj imel crush na učiteljico ali profesorico? Bil sem tudi 2 leti v zvezi z njo. Kaj? Bil sem tudi 2 leti v zvezi z njo. Ne, zdaj moramo to zvišati. Govorimo te lahko. Ja, zato pa je perfektno. V bistvu zgodba je sledeča. Poklicala me je, da ima njena hčerka nastop. Da ima njena hčerka rojstni dan in če bi lahko jaz imel tam nastop. In sem rekel, da lahko. To je
Bila profesorica tvoja? To je bila moj rasel, ne, to je bila moja učiteljica Iz osnovne šole. iz osnovne šole, ki me je učila kemijo. Aha. In potem že takrat mi je bila simpatična in sem rekel, že takrat sem jaz na kavo boval, to je malo si premalj, ampak to mi je zrasto. Ja, več si tako mali. Ja. In potem je Toni prišel na nastop, ona me je vprašala, koliko mi je dolžna za to nastop. Sem rekel, da nič, bi bilo pa fajn, če mi da kaj za jesti, kaj za pit, potem smo spili tudi malo več in sem jaz v bistvu tam kar prespal. In hčerka pride zjutraj v kuhinjo in pravi, mami, prigledat, klovnje v spalnici. In potem tudi 2 leti tam ostal. Višik. Tako da, Sej svojo pa ni res dan je bil. Zdaj jaz nisem. Si ali nisi? Sem ali nisem kdaj rekel eno pivo, pa se je bolj rahlo zavleklo. jaz sem nikoli. No, mnogo let slej. Okej, sem. Veš ne? Sem. Glede na to, da je bil tukaj vaš gost tudi Filip Flisar, Ja, Filip je bil tudi moj sosed, ti ker govori. tako da se večkrat zalomilo, ko ste rekel, Filip prije k tebi na eno pivo. Upa, to je eno šlo 2, bi se že bili 3, še eno tekmo bo gledaš, res je, pes je. Pa da lahko rečem, da sem. No. Sem ali nisem kdaj sodeloval v projektu, ki sem ga kasneje obžaloval. Sem. To je Sem, ja. Sem. Ko govorimo o poslovnem projektu, sem šel v bistvu z eno poslovno partnerico in sem kasneje ta projekt obžaloval. In ne bi več kot to se rekel, ne bi več rad kot to govoril, ker se mi ne zdi prav, da ti... Ampak kaj je bilo v takem smislu, kot je bilo nekaj čist druga kot to, kar si pričakoval, ne? Ni bilo tako, kot sva se zmenila, tudi ona se nekaj stvari ni držala, potem ko je začel pa pretekati denar, tu so se pa zgodbe stavile, no. Jaz mislim, da smo slišali dovolj, sem ali nisem, tako da mi lahko kar vrneš tu. Tu ima na pod vrgla, dol tega več ne rabimo. In lahko nadaljujemo dalje. Tomi, kak si se ti soočal s tem, da si odraščal v premožni družini in če ti je to bilo v korist ali škodo? Tako bom rekel, jaz sem bil na par podcastih, če lahko to povem. Ja. In ravno ko sem govoril z mojo drago, je rekel toliko, če bi enkrat zgodbo obrnil, pa rekel, da si ti v življenju vse sam ustvaril. Ker če bi ti zgodbo povedal čist drugače, pa rekel, da si iz nič začel, zaradi tega, ker vzorec je vedno enak, vedno isto povem. V osnovni šoli je to bilo težko sprejemati, ker meni takrat ni šlo, kdo ima kaj, s kakim avtom se prepelje, kako je oblečen. Jaz sem hotel samo se igrati s prijatelji, torej biti v peskovniku kot ostali in to je to. Problem, ko te začne izločati iz tega peskovnika samo zaradi tega, kaj so tvoji starši in ti to metati pod nos. Tu nastane tista neprijetna situacija in to kot otrok sem dostikrat doživel in bom rekel, je več slabega kot dobrega bilo v tem. Saj so tu stvari, ki so pozitivne, ki ti odprajo določena vrata, ampak šele kasneje ti v vrtec, osnovni šoli, v srednji šoli ti tega še ne potrebuješ. Vse otroci tak fest, Ja, to pijo. Ampak otroci niso krivi so starši, ker se doma pogovarjajo in mi govorijo neke stvari, za katere niti sam ne vem, zato ker jih slišijo doma od staršev. In tu nastane problem. Po mojem še danes to tako bom rekel, zdaj kot otrok, preden sem se navadil na pač te komentarje, saj jih dobivam še dan danes, ampak zdaj ne grem ravno za njimi, je bilo kar težko, no. Veliko sodeluješ tudi na dobrodelnih akcijah, ne, si že sam povedal, odkud ta želja pomagati? Jaz mislim, da sem v življenju dobil več, kot sem zahteval, več, kot bi lahko sploh prosil, in če imaš več, kot potrebuješ, pol se mi zdi neumno delati večjo ograjo okrog sebe in se začel širiti večji oder. Torej, moje zadovoljstvo je, če dam nekomu, ki resnično potrebuje. Naša največja akcija, Leo klub, dobrodelni klub, ki imamo božično akcijo, resnično pomagam vsako leto socialno ogroženim. Čez 2 toni hrane
nabavimo, ki jo potem razdelimo in mi osebno gremo do ljudi, ki jim to hrano prinesem. Oblačila, hrano, igrače, higienske pripomočke. In ko vidite, v kakšnem eni ljudje živijo, vi si to ne znate predstavljati, to je nekaj neverjetnega. No. In si mislim, zaradi tega jaz ne bom nič bolj bogat, pa nič manj reven. Njemu pa bo to pomenilo najlepši božič na svetu. In sem rekel, če lahko in če imam to možnost, bom to naredil. In to je tisto, za kar sem se odločil in zakaj sem tudi ponosen, da sem v Leo klubu. No, jaz mislim, da bo to vse za danes. Hvala ti še enkrat, Tomi, da si danes vzel čas za nas. Hvala vam, da ste gledali današnjo epizodo in se vidimo čez 2 tedna na naslednji epizodi. Nasvidenje. Hvala za povabilo.